V tokratni oddaji Klepet ob kavi Marjan Ogorevc, razširjena tematika o morali in etiki med terapevti in zdravilci v Sloveniji. Govorili pa bomo tudi o odpravljanju stranskih učinkov zdravljenja raka in izboljšanju rezultatov o pomoči adaptogenov. Tako vas tudi povabimo na posebno predavanje, ki se bo zgodilo ta petek v Ljubljani. Hvaležno pozdravljeni v 5 sezonah oddaje Klepet ob kavi ste lahko spoznali, res ogromno enih zanimivih ljudi, strokovnjakov, terapevtov, zdravnikov, znanstvenikov. No, danes pa pravzaprav ne boste spoznali nikogar novega, saj ga prav gotovo poznate, tudi če vam te tematike niso blizu. Zdaj po novem ga tudi gledamo, celo film so pripravili o njem in lahko vam povem iz lastne izkušnje na Ižu, kjer smo imeli skupino, ko so ga ženske videle, so dobile dobesedno mehke noge. To je Marjan Ogorevc, ki je danes v moji družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Hvala za povabilo v studio. Sem vesel, da sem tukaj s tabo danes. Hvala. Se tikava, ne? Ja, se tikava, kot sicer. Marjan, ta efekt, da ženske dobijo malo mehka kolena, pa to, ne? Ja, ne gre za lepoto, ampak gre za to, da ženske čutijo energijo, da ženske imajo rade nekaj, kar je mistično, neznano, za njih nedosegljivo in to jih vleče. To jih vleče? Ja, zelo preprosto, razumno. Ampak ego pa tudi malo poboža. Ja, seveda, pa sej ego moram z nečim nahraniti, ne moremo dati krompirja jesti, ampak pohvale in take zadeve. Super. Danes imava, se mi zdi, da zelo pomembno tematiko za vse tiste, ki se ukvarjajo na način, da pomagajo ljudem. Se pravi, za vse neke terapevte, zdravilce in se mi zdi, da v zadnjem obdobju kar rastejo, ko gobe podržijo. Kako sam gledaš na to, glede na to, da že dolgo časa ustvarjaš v Sloveniji, zdaj pa res ogromno je nekih novih ljudi, ki delujejo pod različnimi imeni, ali so bioterapeuti, ali bioenergetiki, ali energoterapeuti, ali ne vem, kaj vse so že naredili. Ja, to je preprosto. Potrebe ljudi so vse večje, kriza je vse večja, medicina nima pravega odgovora, vera tudi nima pravega odgovora na težave in potem, ker raste povpraševanje, to je čista ekonomija, raste tudi ponudba. In nas je zelo veliko in hvala Bogu, da nas je veliko, da lahko zadovoljimo potrebe ljudi na vseh ravneh. Torej tudi noben zdravilec ni slab ali dober, ampak je samo prilagojen tistemu, kar on dela, torej tudi ljudem, ki mu prihajajo in tisti ljudje, ki so na visoki ravni zavesti, tisti potrebujejo zdravilce, ki so zelo usposobljeni na visoki ravni zavesti, tisti, ki so na nizki ravni zavesti, tisti pa potrebujejo zdravilce, ki morda tudi ne obvladajo svojih zadev. Tudi tisti ljudje, ki pravzaprav imajo slab odnos do tega, potrebujejo nekoga sebi primernega, tako da vsi zdravilci smo v redu. Se pravi, zmeri dobiš to, kar rabiš? Točno to. Dobiš tisto, kar ustreza tvojim stališčem, tisto, kar ti si, tako kot razmišljaš, tvoja prepričanja, vedno od zunaj dobiš takšnega zdravilca ali terapevta za pomoč. Danes bova govorila o morali in etiki pri tem delu. Tudi zelo krasno si pravzaprav pripravil določene stvari, ki si jih človek naj ne bi dovolil na obeh straneh, ampak še pred tem morava pa temelje postaviti. In ti temelji so pravzaprav, veliko se govori o izrazu celostni, holistični pristop. Kaj to pravzaprav sploh označuje? Torej, jaz bom povedal, kako to jaz vidim. Torej, če gledamo celostno, holistično iz vidika nastanka bolezni, torej ljudje smo telesna, energijska in duhovna bitja, torej tudi vzroki za težave nastanejo lahko na vseh teh ravneh, čeprav se vsi tega ne zavedamo. In tudi rešitve za naše težave imamo na telesni ravni, medicina torej ureja simptomatsko na telesni ravni, potem na energijski ravni urejajo torej vse vrste terapij, ki se ukvarjajo z urejanjem energij, vendar, če ne najdemo vzroka za težave, je lahko energijsko zdravljenje, tudi simptomatsko zdravljenje ali poenostavljeno namesto aspirina dobimo ezoterični aspirin. In seveda na duhovni raven, tukaj po duhovno raven v tem kontekstu razumem kot odnos do vsega, torej odnos do sebe, odnos do družine, do družbe, do zemlje, do absolutnega. Torej ta odnos
nas opredeli nekako kot duhovne. In jaz pravim, da duhovno ni tisto, s čimer se ukvarjaš, ampak odnos do tistega, s čimer se ukvarjaš. Torej, duhovni je lahko čisto vsak, ne glede na to, kakšno delo upravlja. Pa ne glede na to, a ve, kaj so čakre, pa aura, pa ne vem, kaj že vse. Tega sploh ne potrebujemo. Kaj so čakre in torej, to znanje o čakrah potrebujemo mi zdravilci, terapevti, da znamo postaviti diagnostiko, da določimo bolezen, ki je nastala. Če se vrnem nazaj k celostnemu pristopu, torej celostni pristop je tudi torej kadar se odločimo reševati probleme, torej bodisi zdravstvene v odnosih, potem je celostno gledano potrebno, da nekaj naredi medicina, tisto, za kar je ona usposobljena, kar je v skladu z njeno doktrino, da nekaj naredijo bioterapevti in da nekaj naredijo tisti, ki se ukvarjajo s tem, da najdejo vzroke za težave. To je celostni pristop. To je celostni. Potem celostni pristop je tudi, če gledamo časovno, kdaj so nastali vzroki za težave, torej nekateri vzroki so nastali tako, da smo jih prevzeli od staršev, težave prevzeli od staršev, nekatere vzroke za težave smo prinesli tudi iz prejšnjih življenj in večji del vzrokov smo si pridelali torej v toku tega življenja. Že v času bivanja v maternici, pa potem torej porod v 4 fazah, s čimer se ukvarja transpersonalna psihologija tudi, in potem seveda v toku življenja, odraščanje, vzgoja in vse to. In torej, ko tako gledamo, potem je tveganje, da ne bomo rešili problema, manjše. Seveda, vedno moramo se zavedati, da gre vedno za proces samozdravljenja in nihče ne zdravi, niti zdravnik, niti terapeut, mi samo pomagamo k temu, da se sproži proces samozdravljenja, torej zdravnik z tistim, kar ima na voljo, diagnostiko, fizioterapijo, zdravili in tako naprej, bioterapeuti s tem, da podpremo energijsko proces, da pripeljemo na nek način energijo, kajti spremembo lahko človek naredi samo takrat, kadar ima presežek energije. Torej običajni človek, ki ves potencial energije porabi za življenje, za preživljanje, bi lahko rekli, ta nima dovolj energije, da bi naredil spremembo. Zaradi tega jo mora dobiti nekje od zunaj. Se pravi, gre po pomoč, a ne? Gre po moč, ja. Po moč, ja. Po moč. Kaj je fajna slovenščina. Ja. Kako se ti zdi, da v Sloveniji ta celostni pogled deluje v praksi? Po svetu vidimo veliko dobrih praks, kjer zdravniki sodelujejo, iz terapeuti, iz nutricionisti, iz ne vem, vsemi možnimi. Kako daleč smo tukaj v bistvu v Sloveniji? Iz tvojega pogleda. Težko bi to primerjali, kako deluje to v tujini in tukaj. Torej tudi, seveda, poznam primere tudi nekih klinik v svetu, torej v Milanu, Münchenu in tako naprej, ki delujejo. Seveda se moramo zavedati, da te klinike so namenjene bogatim, da reveži ne pridejo v te klinike. Tudi pri nas je kar precej teh praks celotnega pristopa, vendar menim, da se mediji premalo s tem ukvarjajo, da mediji se bolj ukvarjajo s tisto temno platjo vsega skupaj. Se vidite, da tudi, kadar pridejo na televizijo, kakršnakoli razprava o naravnih načinih zdravljenja, bom uporabil ta termin, potem poudarjajo samo naravni, to temno plat. Pred kratkim sem videl oddajo, ker je zdravnica onkologinja govorila na televiziji, da pač mi zdravilci samo izrabljamo uboge ljudi, ki so bolni in jim jemljemo denar, recimo ta pristop. To je zelo negativno, čeprav obstaja zelo veliko dobrih praks v Sloveniji, dobrih terapevtov, dobrih strokovnih timov, torej tudi zdravnikov, ki sodelujejo z nami, ki se ukvarjamo z naravnimi načini zdravljenja. Tako da predvsem mislim, da se premalo ve o tem in da bi rabili več napisati. Mislim, da je taka oddaja, kot je ta, veliko prispeva k ozaveščanju, k temu, da ljudje spoznajo različne pristope. Saj tukaj v tej oddaji je bilo vseh pristopov, različnih metod, različnih zdravilskih sistemov in si vsi ljudje nekaj najdejo v tem ali pa vsaj zapolnijo, dobijo celostno sliko ali pa celostno podobo o tem, kaj vse obstaja. No, ampak kakorkoli obrnemo, nič ti to ne koristi, če ne prevzameš odgovornosti. Ja, vsekakor. To sem prej omenil. Vedno gre za proces samozdravljenja. Proces samozdravljenja se ne sproži, če je človek samodestruktiven, če ne želi se ozdraviti, če manipulira z boleznijo,
če pravzaprav je obupal, če ne sprejema sugestije. Namreč, če ti sprejemaš sugestije zdravnika ali terapevta ali kogarkoli, ki ti želi pomagati, potem sebe to samo vpelješ nekako v neko, bi rekel, samohipnozo in se odpreš za proces samozdravljenja, potem torej vsi mehanizmi se vključijo od placeba pa še kaj, in se začne proces samozdravljenja. Torej, s svojim umom lahko naredimo veliko koristi v to smer samozdravljenja oziroma reševanja problemov, ampak z umom lahko naredimo tudi veliko škode. Kadar razmišljamo, ni se možno pozdraviti, ta mi ne more pomagati, zdravila mi ne morejo pomagati, terapevt mi ne more pomagati, potem pač gremo v samodestrukcijo in tonemo. Ena stvar, ki sem je mogoče opazila, preden greva na to, kaj je neetično, res krasna vsebina pripravljena, ljudje se tudi lahko prepoznajo, hitro vidijo, kaj pa kako. Veliko vidim, da se terapevti med sabo, zdravniki, terapevti, da po domače povedano pljuvajo drug po drugem, medtem, ko bi bilo fajn, da bi sodelovali, pa hkrati videli, kaj lahko naredijo za človeka, ki to moč potrebuje, ki je šel po pomoč. Tudi različni izrazi se imenujejo, Axis mundi, vemo, da je izraz, ki si ga nekako ti predstavil v Sloveniji. Eni imajo druge finte, pa tako. Ni, kakor da kakšen pogled imaš tukaj na to pljuvanje? Jaz temu rečem, torej kultura komunikacije ni na pravi ravni in torej glede na to, na kateri ravni zavesti so ljudje, tako kulturo komunikacije tudi prakticirajo. Torej, tisti, ki ne razumejo, recimo, če vzamemo nekdo iz medicine, ki ne razume, kaj je naravno zdravljenje, seveda ga tudi ne priznava. Vendar tu smo krivi tudi sami mi, terapevti, zaradi tega, ker pogosto v terapevtske vode vstopajo ljudje, ki so končali 3 tečaje po 2 dni, se imenujejo terapevti, torej ne poznajo dovolj človeško telo, psiho, ne poznajo energijske zakonitosti in začnejo terapirati. Seveda, normalno, če takšen terapevt, ki je nekaj tečajev končal, sebe razglazi za zdravilca in potem komunicira z nekim primarjem, ki je 10 let se izobraževal, da bi to postal, to postane smešno, seveda. Moramo se zavedati, torej krivi smo tudi mi, pravzaprav obe strani. Jaz sam imam dobro komunikacijo z zdravniki, torej tudi sami se poslužujejo te vrste pomoči, seveda spoštujem njihovo delo in vem, kaj so sposobni narediti, kajti če ne bi bilo tako razvite medicine, kljub pomanjkljivosti, ki jo imajo, torej bi verjetno življenjska doba pričakovana bila 10 let manjša, bi veliko ljudi, otrok pri porodu umrlo in tako naprej. Tako moramo priznati, da je medicina naredila veliko in da je zelo na visoki ravni, mi pa lahko samo še dodamo nekaj, s čimer se medicina torej v okviru svoje doktrine ne ukvarja, niso educirani za to in tudi časa nimajo za to, ker jim pač narekuje zavarovalnica in tako naprej, da imajo par minut časa, recimo, če ima 7 minut ali 10 minut časa za pacienta, to, kar mi počnemo, to tudi ne more opraviti preprosto zato, ker ni časa. Zato mi zapolnimo to vrzel in terapevti si lahko, imamo ta luksus, bi rekel, da si lahko vzamemo uro pa pol za človeka, ki ima težave. Ampak, Marjan, jaz že berem misli naših gledalcev, Marjanu grem na terapijo. Ti ne izvajaš več terapij za ljudi, ne? Žal nimam več časa izvajati terapije, to sem počel... Ni več tvoja prioriteta. Ni moja prioriteta, torej zdaj mislim, da sem bolj pomemben za to, da predavam v šoli za bioterapeute. Torej že davno nazaj je ruski mistik Gurdžijev povedal, v nekem trenutku svojega razvoja moraš začeti predajati znanje naprej. Ker drugače sicer lahko odideš z tega sveta, pa ostane to znanje. Torej predavam v šoli za bioterapeute, občasno tudi kakšno javno predavanje, tako kot je bilo v Cankarjevem domu. V Mariboru imam v četrtek, vendar je razprodano, torej Unionska dvorana je razprodana, tako 18. je predstavitev filma o mojem delu v Cankarjevem domu. Skratka, se dogaja, Se dogaja. Na potovanjih me lahko dobijo. Drugo pa,
poskušamo vse, kar ustvarim, dati tudi na YouTube, tako da si lahko, tako kot vi v tej oddaji, imate vse na voljo, da pogledajo. Ne? A ni tak, ne? Vse imaš pravzaprav na voljo, ne? Pol moraš samo to v življenje prenesti. Ne? Danes govoriva torej o tem, kaj vse je neetično in kar nekaj zelo zanimivih, namesto prizemljenih pravzaprav stvari si pripravil, vsebin in sicer, če preberem kar prvega, neetično je bolnega človeka prepričevati naj odklone medicinsko pomoč. Ja, to je velik problem nekaterih torej, terapevtov, pod narekovaji terapevtov, ki delujejo na tej terapevtski sceni, ko ljudem povejo, da oni vse rešujejo, da naj odklonijo medicinsko pomoč in tako naprej, kajti odkloniti medicinsko pomoč je včasih tudi, je lahko tudi, bi rekel, tragično, saj ljudje lahko umrejo, kakšne akutne zadeve, medicina to obvlada. Mi smo bolj tu, da pomagamo ljudem v preventivi, v načinu spremembe načina življenja, v tem, kaj lahko naredijo za to, da sami poskrbijo za svoje zdravje. In včasih jaz celo razmišljam, čeprav je to čudno razmišljanje, da še dobro, da medicina ni 100% uspešna, ker potem ne bi rabili toliko narediti za sebe. Zdaj pa, ker medicina ne zmore, kot smo rekli prej, opraviti vsega dela, potem se moramo sami začeti ukvarjati s tem, sami prevzemati odgovornost, sami poiskati pomoč, sami se izobraževati. Skratka, veliko tega je. Tako da absolutno tudi v šoli za bioterapeute, v kateri poučujem, absolutno zahtevam od učencev, da razmišljajo v tem smeru. Prvo, da mora imeti bolnik, si mora pridobiti medicinsko diagnozo, mora sprejeti medicinsko zdravljenje in da tudi na nek način terapevti, če nismo zdravniki, nikoli in zares nikoli nimamo pravice postavljati medicinske diagnoze. Tudi če vidiš, namreč mi, ki smo usposobljeni za to, mi lahko vidimo, ali ima nekdo žolčne kamne, jih vidiš lahko, ne? Torej preveriš 100%, potem lahko samo bolnega napotiš na to, da gre na ultrazvok, da preveri. Torej to velja, v tem našem svetu velja to tisto, kar preveriš in medicina lahko preveri. Ampak veliko bioterapeutov niti ve, nekje je žolč. Ja, to je pomanjkljivost tega, torej, ker se ne izobražujejo, torej, že samo v šoli, v kateri predavam, torej imamo 2 leti predavanj in takrat se komaj usposobijo terapevti za to, da začnejo samostojno raziskovati, da se začnejo izobraževati zares, da začnejo torej, tudi praktično seveda delati, ampak to je samo prvi korak v smeri terapevtskega dela. Kaj pa, če pomislimo, da je nekdo končal vikend tečaj in je terapevt? Marjan, zelo si me navdušil, ko sva se na Ižju pogovarjali, ko si rekel, da ti še vedno vsak dan skoraj nameniš temu, da se izobražuješ. Ja, seveda, to je nekaj, kar je za mene povsem normalno. Torej, berem nove knjige, nove pristope, sam raziskujem v dolgih meditacijah, poskušam priti do nekih spoznanj in mislim, da sem zdaj v 65. letu starosti, da sem zdaj najbolj sposoben v življenju. Torej, možgani mi najbolj delajo, telesno sem zdrav, torej najbolj produktiven v družbi. In tako da mislim, da bi rekel, to prepričanje, da človek potem, ko se upokoji, da pešajo možganske funkcije, da telesne funkcije pešajo, mislim, to je neumnost preprosto. Prav, Marjan, na zdravje! Zapisal si tudi, neetično je, da zdravilec bolnemu človeku reče, da učinkuje sam njegova metoda, nič druga, sam tole ti bo pomagal na tem svetu. Ja, to je velikokrat sporno ravno zaradi tega, ker zdravilci, spet se vračam na to, ki so na nizki ravni zavesti, se naučijo neke metode in se tega držijo kot, bi rekel, pijan plota in potem zagovarjajo samo svojo metodo, nimajo te širine, se ne zavedajo omejenosti metode. Namreč vsaka metoda nas slej ko prej omejuje. Vsaka metoda, za tega potrebno imeti širino, spoznaš več metod in potem nadgradiš vse skupaj
da povežeš različne metode, integriraš to v nek svoj pristop in to je to. Sam sem včasih mislil, da je potrebno recimo karmično diagnostiko izpopolniti kot metodo. Danes se zavedam, da metoda karmične diagnostike sploh ni pomembna, ampak da so pomembni principi, po katerih delujemo, potem pa na podlagi teh principov tisti, ki razumejo, lahko sami sestavijo svoj pristop. Na svojih potovanjih sem zelo velikokrat ugotovila oziroma našla tudi ljudi, ki so bili doktorji alternativne medicine in vse ostalo, tudi o tem bova govorila v nadaljevanju. Poleg tega pa še vse ostale nasvete, ki si jih pravzaprav pripravil in ima, da vsi to pogledajo, na tak in drugačen način, ki se ukvarjajo s tem. Midva torej nadaljujeva v nadaljevanju, ostanite v naši družbi. In da tudi lahko sami tvorno, s tvornim sodelovanjem prispevamo k temu, da bodo bolj učinkoviti zdravniki, da bodo bolj učinkoviti terapevti. Brez tega preprosto ne gre.